Povedali ste, da ste hoteli nekako zaradi osebnih razlogov se lotiti te knjige. In to mi je nekako razumljivo, ampak vendarle verjetno vas je nekdo spodbudil, oziroma v tem smislu spodbudil, da vas je tudi podprl finančno, ali kako je to potem izgledalo? Pač v okviru svoje službe, ker sem med tem časom bivanja v Argentini delala tudi prispevke in oddaje iz Argentine o papežu za radio in televizijo Slovenija, so mi v bistvu krili letalsko karto in hotel. Ampak jaz sem, ker je pač to bil del službene poti, ampak jaz sem v tistem času sodelovala s celo vrsto ljudi, ki jih na nek način, še posebej, če greš za 10 dni, potrebuješ pri organizaciji svojega dela, pri iskanju sogovornikov, pri tem ne nazadnje, da te vozijo naokrog, da ti prevajajo stvari, pogovore z ljudmi, ki ne govorijo drugega jezika, kot samo španski oziroma neko različico, ki jo še jaz ne razumem. In to je bil visok strošek, no, če vas zanimalo, tudi konkretno povem. In to je bilo v bistvu, potem bi rekel, takrat plačano iz mojega žepa, pokrito potem pozneje s tem honorarjem, kar se tiče konkretno te knjige. In te rekla poti v Argentino, ki je bila ekstra. Vse ostalo, če pa govorimo o finančni plati, je pa v bistvu, tako kot sem rekla, kolateralna škoda moje službe. Vse, kar sem v bistvu na nek način odkrila, spoznala, razumela pri upravljanju svojega dela, je potem našlo mesto v tej knjigi in tudi drugih 2 knjigah. A je to njegovo posebno obnašanje? A je to sestavljen del njegove osebnosti, a je to čist njegova osebnost, ali je mogoče hoče vplivati na to? Drugo pa, kako se ona obnaša na novinarskih konferencah? Ker ste novinari različnih držav, različnih pogledov. Ja, hvala za vprašanja, ker v bistvu vi morate najprej vedeti, da je to prvi papež, ki sploh ima novinarske konference in da je to že velik šok in jaz bi ga rada videla zdaj naslednjega papeža, ki bo to ukinil. Veste, to se prej ni dogajalo. Kje ste vi videli Janeza Pavla II. Benedikta, da bo sprejemal novinarska vprašanja? V Vatikanu nikoli. In tudi papež Frančišek tega v Vatikanu ne počne. On ima novinarske konference na letalu, ko se vrača s potovanja. Kar sta počela tudi Janez Pavel II. Je to uvedel, potem pa za njim povzel Benedikt. Ampak na način, da je vatikanski tiskovni predstavnik, pri Janezu Pavlu je bil to Španec Navarro Valls, pri Benediktu Italijan Lombardi, vnaprej vzel vprašanje od novinarjev, papež se je na nje pripravil, prišel pol ure, blagoslovil novinarje med letom in potem na tista vprašanja, na katera se je odločil, odgovoril. Medtem, ko so novinarji praktično sklonjenimi glavami sedeli, ker je, ne vem, je bilo prvih sigurno 6-10 vrst praznih, da se nikdo preveč približal. Skratka, ohranjala se je vedno ta distanca. Frančišek pa pride, najprej stresa šale, pol se poheca s tistimi, ki jih osebno pozna, ker zdaj je tega že veliko, namreč po 4 letih, ker spremljajo vedno eni in isti ljudje večinoma, in potem začne odgovarjati na vprašanja. Vprašanja res, da njegov tiskovni predstavnik vnaprej pobere. Ampak on odgovarja prosto. In to, veste, je izjemna novost. Tega prej noben še ni videl. In on zaradi tega tudi zahaja v težave. In marsikdo, mi smo naš o njegovi o kritiki govorili, o kritiki njegovega, bi rekla, načina delovanja. Ena izmed kritik je tudi ta, da on s tem svojim obnašanjem v bistvu načenja avtoriteto cerkve. Ker če imate vi papeža, ki mu lahko katerikoli novinar zastavi vprašanje in kaj vi mislite o rimskem županu, kot se je to zgodilo na enem letu, ker v zvezi z nekim konkretnim vprašanjem je župan nekaj govoril o papežu in potem novinar. In v bistvu, po mojem mnenju, recimo takrat Frančišek tudi naredil veliko napako, da se papež odloči, da bo na to vprašanje odgovarjal. Veste, jaz sem ga večkrat opazovala zelo blizu na teh audiencah. Veste, da se on z invalidi, on gre zmeraj najprej tja, kjer so pač invalidi oziroma majhni otroci. In to zdaj lahko pride kdorkoli in je tam na trgu. Potem izbrani seveda preko svojih župnin, tako naprej dobijo karte, da pridejo bliže. In potem imaš pa še to tretjo kategorijo ljudi, ki so pa VIPs, tako imenovani, ki so recimo predstavniki različnih vlad, naprimer zunanji minister
Tudi predsednik državnega zbora, oni ne dobijo direktne zasebne audience pri papežu oziroma uradne, ne? Ker se papež srečuje samo s predsedniki držav in vlad. Oni niso tam v množici z ljudmi. Pod Janezom Pavlom in Benediktom je bilo to tako, ne, da se je papež z njimi mogoče posebej srečal, no si to so pol tudi Frančiška pripravili, da je to pol začel delati, oziroma so se ti nekako pomembnejši ljudje zvrstili mimo papeža, ki je med audienco sedel na stolu na sredi trga. Frančišek je na ta prvi audienci rekel, da on že ne bo dovolil, da bojo ljudje v vrsti stali, hodili mimo njega in poklekali med njega. In je s tem ustvaril totalen, bi rekla, nek kaos znotraj protokola. A se vi zdaj predstavljate enega zunanjega ministra, ki pride in bo tam znotraj vse te množice stal in se drenjal in, ne vem, mogoče potem prenesel kakšno sporočilo papežu. In so se pol tako zamislili, ne, se to je res smešno zagledati. V bistvu na tem prvem delu trga, ne, preden se začne množica, ljudi tako postavljajo po grupicah. Pomembni politiki, potem neka mogoče druga pomembna skupina in tlele imaš zmeri potem skupino invalidov. To noben ne sedi, ne. To tam stojiš v skupinci, tako v gručici, ne, tako kot res skupina kur na dvorišču. In potem on, ko konča, on hodi od skupine do skupine, ne. In on gre zmeri najprej invalidom. In ne neha, in je tam, in je kar tam, in je skozi tam, in govori, in se pogovarja, pač izreka. Je zanimivo opazovati, kakšne so njegove prioritete, kje se on najdlje zamudi, potem pa pride skupinici in tam tudi zelo prijazen in tako, ampak ja, ne, tako in je hitr konc, ne. In se potem tam pridruži neki skupini nekih šolarjev, ki je prišla s svojim župnikom in ne vem po kakšni logiki so jim zrihtali, da so se potem lahko rokovali z njim. Pa spet tam visi 15 minut, pa se slika, pa poje in tako naprej, ne. In recimo, bi rekla, tisti, ki danes nekako obžalujejo, da je postal papež, ker so zgroženi nad tem njegovim načinom, imajo vendar tudi svoj prav, ko pravijo, da tak način delovanja načenja avtoriteto papeža in spremeniti ga v nekoga popolnoma enega izmed nas, popolnoma enakega, lejte, so ljudje, ki jih to navdušuje, ki se jim to zdi nekaj izjemnega. So ljudje, ki jim to ni všeč in jih to moti. Dela za nalašč, ne dela nalašč. On tak je. Zato sem v uvodu to rekla. To je ta cerkev, ki je bil on vajen, ki jo on pozna in ki jo je živo, recimo, celo svoje življenje. Kar ste že omenili, različna stališča ljudi ali pa vernikov. Me nekako zanima, recimo, za njegovo bodočnost oziroma za njegovega naslednika. Koliko ima on podpore med kardinali, volivci in drugo vprašanje, koliko pa kurija lahko vpliva na njegovo bodočnost? Ja, hvala za to vprašanje, ki je po mojem zares ključno in moj odgovor je nobene oziroma zelo malo. Jaz mislim, da kardinali tokrat ne bodo šli v to smer, da bi iskali nekoga kot je on. Preden grejo kardinali v konklave. Pred njimi imajo 2 tedna tako imenovanih kongregacij, ki niso nič drugega, kot v bistvu neka zasedanja, neka zborovanja, posvetovanja, sestanki, ko so vsi kardinali na kupu in vsak dobi 5 minut in vsak med tistimi 5 minutami pove, kakšen bi moral biti prihodnji papež, kakšne bi morali biti njegove naloge in kako on vidi cerkev. Neke vrste volilni program, recimo vsakega posameznika. In po teh kongregacijah so številni kardinali povedali, da jih je prav v tem svojem 5-minutnem nastopu Bergoglio navdušil in prepričal. Ker je dejansko res s tem, kar mi danes vsak dan gledamo, postregel svojim sokardinalom. V bistvu govoril o tem, kar mi danes živimo in so v njem res potem takrat ugledali nekoga, ki ga je cerkev v tistem trenutku rabila. Zdaj v tem trenutku govorimo o javni podobi cerkve in o njeni podobi v svetu in v javnosti. A se vi spomnite, kako je to bilo pod Benediktom? Nam lahko jaz povem. To je bila ena serija v bistvu nekega negativnega poročanja, tudi neke negativne percepcije. Mi praktično smo poročali o cerkvi v Vatikanu, samo ker je bil kakšen škandal. Od leta 2010 naprej o pedofiliji, če se spomnite, so se začeli finančni škandali,
pa je bila ta afera Vatilix z unimi ukradenimi dokumenti, mi praktično nismo imeli nobene pozitivne informacije iz Vatikana. Pa ne zato, zdaj boste seveda rekli, ko vi novinari in tako sam negativno poročate. Jaz to rekla pripombo ali kritiko vedno zavračam, ker ni res. Ker recimo pod Janezom Pavlom II. Je bilo izrazito samo pozitivno pokrivanje Cerkve in Vatikana. Ker je bila to podoba, ki jo je ta papež takrat dajal. Ne? Kaj vam hočem reči? Spomnite se Cerkve takrat, pod Benediktom, oziroma njene podobe v svetu, in potem še odstop. In potem še papež reče, dost imam. On je res rekel, nimam več moči za vodenje Petrove barke, znam še v 3/4 še zmeri malo na pamet njegov govor. Ne? Če vi gledate te dneve, recimo zadnje mesece Benediktovega pontifikata in ti predvsem pa čisto koncentrirano v tistih 2 tednih, ki so menili od napovedi odstopa do odstopa, ne? Take kritike Cerkve, njenega notranjega, bi rekla, življenja, njenih pomanjkljivosti, njenih stran poti, vi niti v Mladini ne boste prebrali. Kot jih je takrat, to je bila zdaj šala, ne? Kot jih je takrat v svojih govorih navajal Benedikt, samo spomnimo se teh njegovih očitkov o tem, kam pluje Petrova barka, kakšni so. Še v svojem odstopnem nagovoru je govoril o teh visokih valovih in težavah. Skratka, neko močno zavedanje nekega negativnega stanja, neke potrebe po veliki spremembi, tudi te neke nemoči zaradi lastne negativne podobe v javnosti. In to mislim, da odgovor na to je bil potem Frančišek. Sam kaj, v čem je bil problem? Noben ni pričakoval, da bo on šel tako daleč, ne? Ta prva stvar, ki reče, nočem unga plašča, nočem rdečih čevljev, nočem zlatega križa, nočem stanovati v apostolski palači, pika. In jaz, to o tem pišem tudi v knjigi, ker imam izjave, tudi pač te on the record, kot rečemo mi, celo kardinal Rode je rekel mi, v intervjuju pač javno, prepričan sem, informacije imam, da mnogi brati kardinali, ki so mu dali glas, ga danes ne bi več volili. Ker glavna kritika tukaj je, da v bistvu tak način vodenja v bistvu slabi neko avtoriteto papeža, ki jo mnogi danes, predvsem v zahodni, evropski in ameriški cerkvi pričakujejo. In jim tudi ta primerjava z Jezusom, ki jo omenijo tisti, ki odobravajo take Frančiškove spremembe, nič ne pomeni.